Če bi recimo izbirali kakšnega sodelavca novega za svoje podjetje, kakšna bi bila ključna taka njegova lastnost, da biste odločili, ja, to ta pravi? Zelo dobro vprašanje, ne? Za iskanje ene lastnosti bi bilo mogoče preveč tvegano in da je bila samo ena zadeva. Jaz bom rekel takole. Ena stvar, ki jo res iščem, ne, če bi bila ena beseda, je interes. Ampak ne samo interes deklarativno, ampak res interes. Ne, tudi v besedi interes je beseda res. In seveda, da preveriš, koliko ima nekdo interesa, vidiš že, koliko se je pripravil, ali ima kakšno določeno vizijo, s katero pride, kaj bi lahko naredil, da bi prispeval. Ne, da pride samo nekdo, kaj spravim, da jemlje iz mize, ampak da nekdo pride z interesom, da prinese na mizo, da prispeva, da ustvarja, da soustvarja. Se mi zdi, da to odlično izhodišče, ne. Da sama ta strokovnost, če gledamo, kako se stvari razvijajo in kakšna bodo znanja, veščine prihodnosti, ne, moraš imeti res nekoga, ki pride z interesom, da se bo tudi razvijal, rastel, ne, in šel s podjetjem ali pa z ekipo, ne, v neke čase, za katere zdaj ne vem, kako bodo izgledali, ne, ampak če imaš res nek interes, ne, potem se ne bojiš prihodnosti, ampak si ustvariš. Tako da, če bi ena stvar bila, bi bilo predvsem ta interes za prispevanje k temu našemu nekemu skupnemu ali cilju ali viziji. Jaz pogosto, ko naredim intervju, vprašam zelo zanimivo vprašanje. Kako mislite, v čem je smisel življenja? Če to ni privatno vprašanje. Pa je res zelo dobro vprašanje. Mislim, da je ena od krasnih stvari, ki je povedal kolega dr. Kadilar, je, da to, kar dejansko coachi tudi počnemo ali pa počnejo, ne, je v bistvu, da ljudem pomagajo pri razumevanju, kolikšna je cena življenja. Se mi, da je smisel življenja povezan s ceno, ki jo plačuješ za življenje, ki ga živiš. In mislim, da ni problem dostakrat v življenju, ki ljudje živijo, ampak v ceni, ki ga dejansko za to plačajo. In mislim, da je iskanje, mogoče lahko kombiniramo z izjavo Warrena Buffetta, ki je rekel, cena je tista, ki jo plačaš, vrednost pa tista dobiš. In se mi zdi, da danes dosti ljudi plačuje veliko več, kot dobi, in je mogoče to izvor nekega generalnega nezadovoljstva. In če pa ti razumeš, ne, da lahko vplivaš na to ceno, da ni zdaj, da drugi vplivajo, jaz vplivam, da znam reči tudi ne, da se postavim zase, da res vem, kaj hočem, da sledim neki viziji, da včasih tudi, bom rekel, počakam, ne, preden se odločim, ne, včasih pa grem po občutku, ne premišljujem preveč, ne, da je ena taka prava kombinacija, ko verjameš vase, mogoče kot samozavest, ne, v bistvu vidiš, ne, da si sam določaš neke vrste ceno življenja, ki jo plačuješ, in ko enkrat to začutiš, jaz mislim, da imaš tudi nekako, ne samo samozavest, ampak imaš ta občutek, da res živiš tako, kot hočeš. No. Tako da smisel življenja bi takoj povezal za ceno, ki jo za življenje, ki živiš, plačuješ. Če je previsoka, jo pa znižaj. Če znižaš pričakovanje karkoli, če pa je preniska, ne, jo pa vem, no, če preveč udobje komu škodi, ne vem, ampak mislim, da je ravno pravo razmerje, da tako ceno, ki jo plačuješ, da na koncu uživaš v življenju, ki ga živiš. Če to ni privatno vprašanje, vi zelo dobro nastopate, pa res dobro govorite in z dušo, in s srcem, in strokovno. Mogoče date kakšen nasvet za ljudi, ki ravno začnejo govoriti javno, kako lahko si pomagajo? Lahko bi dal, recimo dava 3 nasvete, tako kratke, enostavne. Ne. Prva stvar je govoriti nekaj, kar res dobro poznaš in kar ti je blizu srca, ne, ker če ti ni blizu srca, potem ni tiste prave energije pa strasti. Druga zdaj, definitivno se dobro pripraviš, ne. Ni samo v bistvu energija. Dostakrat ljudje mislijo, da energija izhaja iz človeka kot takega. Ampak energija izhaja iz tega, da si se zelo dobro pripravil stvari, pomeni strukturo, vsebino, dejstva, da tudi če kdo vpraša, lahko postrežeš s kakšnim dejstvom, si pripravljen. Tretja zadeva, bi pa rekel takole, ne, namen je tisti, ki je ključen. Nisem jaz namen nastopa. Jaz največkrat vidim, da ljudje imajo strah v tem, saj sem imel kar priložnost z različnimi, tudi na to temo delati, pa jih malo pripravljati, ne. Moj namen je tisti, ki definira vsebino. Ne iz vsebine izhajati, namen, kaj dejansko želim doseči, it's not about me, it's about them. Ne? Moje občinstvo je tisto tukaj. Ne? Jaz nisem tisti, ki so prišli mene ocenjevati, oni so prišli ocenjevati, kaj koristnega lahko od mene dobijo. In ena od skrivnosti, ki sem se jaz naučil, pa ko sem bil mlajši, nisem tega vedel. No. Pol, ko sem to naučil, je bilo lažje nastopati, upam, da bo tudi komu, ki bo to gledal. Ljudje nikoli, ampak res nikoli si ne želijo, da pridejo na en nastop, pa da je brez veze, pa dolg čas, pa da človeku ne uspe. Verjemite, vsaki nastopa ne verjame. Če pride ljudje tja, verjemi, da pride z namenom, da slišijo nekaj dobrega, da ti uspe, da ti rata, ker marsikoga med njimi je mogoče še bolj strah nastopati in te že zaradi tega občuduje, da si sploh upaš stopiti pri ljudi pa nastopiti. Ne, in če gledajo, da imamo nekaj, kar govorim, da je strast, pa da je priprava, pa da je sam iz namena, ne, da je namen njim,
Mislim, da so to take zelo lepe 3 točke, ki bodo pomagale tistim, ki želijo biti boljši v nastopanju. Najlepša vam hvala. Z veseljem.